Najprej iskrena hvala vsem za to priložnost oziroma za to, kar ste nam dali. Pravzaprav, kar nam že dolgo dajete in ob čem vas lahko spremljamo. Zdaj pa smo dobili še nekaj zelo posebnega. Pa bi morda Mileno in Raca za začetek vprašala. Nenavadno je, da življenje div, zvezd in zvezdnikov ponavadi označuje ravno to, da eksponirajo svojo umetniško podobo v javnosti in da se na vse pretege vendarle trudijo skriti tisti svoj intimen in osebno življenje. Tukaj pa smo vendarle priča temu, da smo imeli priložnost in dovoljenje, da v to intimo vstopimo. Vprašam vaju, kakšen je bil vajin odziv na to, da se posname ta dokumentarni film? Jaz sem zelo zadovoljna in mislim, da nas se nimamo česa sramovati, nič grdega nismo naredili, nič hudega nismo naredili v življenju. To, da smo se mi imeli en čas malo hujš, to je naša stvar, a ne? Ampak v glavnem se imamo pa vse življenje zelo dobro, ne? Tako kot je Magnifico, mi sem rekel, mi trije smo najboljši par. Ne, nisem, ampak mi delamo skupaj, ja no, ne bom rekla koliko let, ker pa se ve, koliko smo že stari. Je pa tako, seveda moram pa tlele res se zahvaliti Matjažu in Rajku. Ona dva sta imela ogromno materiala posnetega, to bo on sam povedal, koliko, ogromno. In je bil to en težek del in sta se pač odločila iz vsega tega posnetega materiala narediti neko zgodbo. In mislim, da sta to dobro naredila. Mi smo se, iskreno povedano, malo bali, ne, kaj bo to, ker na vajah se marsikaj reče, marsikaj se zgodi, kar ni glih za široko javnost. No, tle se nimamo česa sramovati, ne. Ampak so bili recimo tudi taki primeri, na primer, Matjaž, se spomniš, ko smo šli en večer tudi snemati k meni domov, mislim, unijo že, ne, kaj jaz po vaji zvečer počnem in ne boste verjeli, pridemo mi domov k meni na Belo, jaz odklenem, prižgem televizor in kaj je bilo? Črno-bel posnetek izpred 40 let, Rac, Dušan in jaz na vaji za krstno predstavo Osvajalca Hingoga. Torej, takega je bilo veliko. Če bi to bilo v filmu, bi čisto vsi rekli, da je bilo to nameščeno, da je bilo to narejeno, no. Hočem to s tem primerom povedati, da je bilo ogromno tega. To, da jaz mislim, da je to pravzaprav ena zelo lepa zgodba, ker lepa zgodba, tudi zgodba nas treh na koncu koncev. Hudo je takrat, kadar se ljudje pol začnejo sovražiti, pa ka pravzaprav ne vejo niti zakaj so skupaj, niti zakaj grejo narazen. Jaz mislim, da mi pa vsi zelo dobro vemo, zakaj smo skupaj, zakaj smo bili skupaj, zakaj bomo skupaj in tako naprej. Se Milena vse povedala, pravzaprav. Mene pa pri tem filmu najbolj všeč pravzaprav montaža. Ti dobro veš, nekaj montažo je imel v rokah Matjažek, ki je neverjeten, pa Matic točno. Mislim, neverjetno je, ker materijala je bilo za ene 10 filmov, če ne več. Ogromen. In ko sem ga prvič gledal, sem rekel, majko milo, to ni res. Ker je izluščeno, tudi po reakcijah publike, izluščeni so eni momenti, kot da je igrano pravzaprav, da ni dokumentarca, ampak da je tako pristno, tako zanimivo, celo meni interesantno, na nekaterih mestih si rekel, Madonna, se si zanimiv, se nisi toliko dolgočasen.
Pa tudi ta zgodba, ki sem se pravzaprav midva z Mileno najbolj bala, ne. Jaz, ko sem prvič tekst bral, sem bil presenečen, se rekel, Jezus, ko mi vemo, kaj se dogaja in kjer stvari so resnične, kjer so pa izmišljotine dramaturga oziroma pisca, Dušana. Dramatik, ja, no, se vem, da sem se zmotil, pa se nisem hotel popraviti. No in je bilo zelo težko, ker pravzaprav v sami predstavi mi ne igramo, čeprav je naslov Milena, Radko, ne, Boris, se mi ne igramo sebe, mi igramo eno zgodbo, ki ima mal širši pomen, ne, zato pa tudi ta naslov, ki se mi zdi zelo dober. Ne, vsaka zgodba, vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba. Dosti je nekih dogodivščin iz našega privatnega življenja, se marsikaj smo tudi po resnici povedali, vendar meni je bilo zelo težko igrati, moram priznati, vsaj iz začetka, ker tudi Milena nekje v filmu rečeš, nočem biti taka, kot sem, ne. Mi smo se precej trudili, da smo bili tudi za frizuro, no, ta frizura je bila pa itak katastrofa, to je pa 14 dni frizura, gor frizura, dol frizura, sem se na koncu po 10 predstavah je bila pa takale. Čist taka, čist nič spremenjena. Ampak hotel sem povedati, da smo igrali enega drugega Radka, eno drugo Mileno, enega Borisa. Boris je itak Dušan, ne. Se ne vem, zakaj ni napisal, ampak se ne da, ne, z oziroma, da je Kavaca Boris, pol je tudi to ostalo. In je veliko, tisti, ki so gledali predstavo, se sigurno spomnijo, da so ugotovili, da to ni čist Boris, Radko in Milena, ampak da so to eni ljudje v enih letih, ki so doživeli pač tako in tako ljubezen. Kaj boš rekla o ljubezni? Jaz sam dodala bom, nič ne bom popravila, se bo Dušan o tem boš povedal, ampak mi smo se na vsak način trudili, seveda so vmes tudi neki avtobiografski elementi, jasno, da so, še največ pri njih dveh, pri meni najmanj pravzaprav. Ampak to je mi smo hoteli povedati in mislim, da je tudi avtor to najbrž imel namen, in smo se trudili pravzaprav povedati eno zgodbo o ljubezni, ljubosumnosti, seksu na stara leta, ker nažalost je to še zmeraj ena taka mal tabu tema, ne. In o tem spregovoriti, da je to lahko tudi nekaj dragocenega in zaresnega, ne, da to ni nekaj kar tako, ne. Predvsem o tem jaz mislim, da je ta zgodba s tem seveda, da so vmes tudi te avtobiografski momenti. Sam nekaj povedal. Meni je najbolj všečen stavek v tej predstavi in sicer se glasi, to ga Milena izgovori, ne, a je prav, da ubijamo ljubezen, ne, ker ljubezen je vse manj in meni se tako mota ta stavek po glavi, prav za nas tri, ne, Dušan, Milena, jaz oziroma Boris, ne, a je prav, da ubijamo ljubezen. Če je prišla, zakaj bi jo uničili, ne, se ona tudi krasno pove, zakaj mi trije ne bi živeli skupaj. Mislim, pa v tem ni nič grdega, ker je ljubezen prisotna, ne, ljubezen do Borisa in ljubezen do Radka in si ona niti ne predstavlja, se ona odide in naj jo dva zapusti in pol midva tam jamrava, ne, Milena, na zdravje Milena, naj živi Milena, ti si fejst desne. Ali je prav, da ubijamo ljubezen? Tega škoda, da nismo dodal. To ti je ušlo. A je? Kje? To mi je pa meni tudi ušlo. Se upravičujem, res mi je ušlo. Ja pa je, boš še enkrat moral gledati. Dule boš še ti kaj povedal, no. Pa saj ste že videli, vse povedala. Dušan ali pa Matjaž, povejte nam, kako je pa prišlo v bistvu do tudi Rajko Grlić, ne, od kje je ideja prišla? Je bila Rajkova, je bila Dušanova, Matjaž, kako se je v bistvu to vse skupaj začelo za film? Ja, jaz lahko povem, kdaj sem jaz prišel zraven, zdaj, kar se je pa prej dogajalo, pa najbrž Dušan znal povedati. Jaz sem v bistvu prišel zraven, ko me je Dušan enkrat poklical, pa mi je rekel, da
in napisal en tekst, pa, da bi mi ga poslal, pa naj preberem, pa če bi se pol bil pripravljen z Grličem dobiti. In jaz sem prebral in sem se z njim dobil in tako se je začelo pravzaprav. Tu naprej smo štartali. Zdaj, kje sta pa ona dva začela, to pa je... Ja, nič, ne. Raz me je skozi nagovoril, pa dajmo film narediti, jaz sem to omenil, Grlič je rekel, ne. Bomo naredili nekaj, ampak ne film. Mislim, bomo naredili nekaj bolj zanimivega. No, jaz sem zadovoljen, kako se je to končalo, ker smo vsi živi in zdravi, noben ni zaklan, noben ni mrtev. In jaz moram reči, mislim, da je popolnoma nesramežljivo, da zelo rad, to sem zdaj že tretjič gledal ta film in tako nekako me napolnjuje z enim občutkom, kada bi gledal en film, zares film, ne. Kada recimo mi trije, da se ne poznamo, pa da to ni o nas, res. Film je narejen mojstrsko. Prvič zaradi tega, ker so neke atmosfere so genialno narejene s tem sedenjem, s to zamišljenostjo, s to izpraznjenostjo, recimo protagonistov in tudi mene, ne, to je res dobro. Dober je tudi to, kako je on pravzaprav, kako sta ona dva skupaj, no, pravzaprav zajela to zgodbo, ne, mislim, na en zanimiv način ste jo povedala. In tle je prvič veliko znanje, ne, dramaturško, v prvi vrsti, cineastično, res, ta film si zasluži eno analizo pravzaprav. Res, eno tako bi rekel vrhunsko analizo, vidim, da je tle en naš znamenit kritik, recimo. Ja, prav meditirati je treba o tem filmu, no dobro, ampak zdaj... Saj sem pa že pozabila, kaj sem hotela reči. Ne, to sem hotela reči. Predvsem te, kar je zdaj Dušan govoril, ne. Sam tako dodam, da recimo res je bil, Matjaž je bil od prve bralne vaje do premiere ves čas s kamero zraven, ampak niti enkrat ni manjkal. Potem smo pa še izven tega malo posnemali in moram vam reči, da tudi mi, tudi v eni minuti nismo vedeli, da je kamera zraven. No, pol proti koncu, ne, ko smo na Črnem vrhu snemali, je bilo pa več, ampak enkrat ne za eno minuto, da bi on nas zmotil ali pa da bi mi sploh se zavedali, da je tam. To je velika reč, to pomeni, ne, da imata res ona dva zasluge za ta izdelek, ne. Vprašanja, lepo prosim, da ne bomo šli brez vaših vprašanj. Šugman, daj kaj vprašaj. Ne, me zanima zaradi filma, film. Izvoli. Zdaj imamo film, ki je res genijalen in se čuti to, da Matjaž ni bil vsiljiv s kamerami oziroma vsi snemalci in tako naprej, ker ste res zatečeni v trenutkih totalno iskreni. Jaz imam pa eno drugo vprašanje. Zdaj, ko ste nehali igrati predstavo, smo dobili film, ki mislim, da ga morajo vsi videti, ampak boste še kdaj igrali to predstavo? Nič, zatolkli so jo. Zatolkli so jo. Nič ne kaže nič. Če se bomo probali zmeniti, Jaz vam še zmeram kostum, pa ti tudi v Mengšu. Mogoče pa bo. V Drami ne, v Drami so nas že pred 2 leti, letom pa pol, so dali iz repertoarja in potem smo začeli v Mengšu.
Tam smo imeli 3 predpremiere, a 2, a ne 3, no 2, 3. Potem bi pa morali imeti premiero tam, ne, ker smo morali vse na novo sceno narediti, nove kostume, pač smo si prinesli, skratka vse, muzika, vse. Potem bi morala biti pa premiera, potem je pa rad šel v bolnico, je pa zbolel, pa je bil pa mesece in mesece bolan in zdaj se pa to nekako zdaj zaustavilo. Vsekakor bi pa mi trije to z veseljem še igrali, ne? Zaradi tega, ker je bilo povsod res izjemno fajn, ker je publika tako bila z nami, tako užitek je bilo igrati, no. Se zdaj bo Dule napisal, že piše novo. Ne? Ker to trilogija. Zid jezero, Boris Milena Ratko, kakšen bo pa tretji naslov? Ratko in Milena. Bravo. Zdaj smola je tudi to, da v mestnem kinu grejo filmi tudi dosti hitro sporeda, ampak Ja, nič malo jaz več mislim, reklame da- naredite, se ni nobene reklame, se ljudje ne bojo vedeli, da je ta film na programu, ni ne plakatov, ni Ja. anonsa, danes ste celo klicali, v Dnevniku piše, da je ob 18. premiera, ne. A res, to Ja. je pa treba takoj urgirati. Ja. Se dogaja, se Malo dogaja. več bi morali zaropotati, ker ga je škoda. Ja. Mislim, res ga je škoda. Film trenutno ni na sporedu, tako da ne bo pomote. Ampak je mogoče spodbujena ta ideja, da bi v letu, ki prihaja, pa poskušali narediti še kakšen dvojček, se tako reče, ali kako, pa mogoče nam kaj takega uspe, če ne drugega, pa seveda film vrniti na spored ob kakšnih priložnostih, ali pa seveda glede na to, da je bilo danes toliko zanimanja, mislim, da je kar nekaj ljudi, ki danes niso uspeli priti, so tudi sporočali in karte pa so tudi že pošle do takrat, tako da jaz mislim, da bomo še kaj v tej smeri ukrenili. Rac, izvolite. Ne čakam, da bo kdo kaj vprašal. Še kakšno vprašanje? Matjaž, mogoče preden odidemo ven, če nam sam poveš, kako si potem oziroma kako sta se z Rajkotom z vsemi tem materialom spopadla, oziroma če mogoče zaokrožiš to zgodbo s svojimi besedami in nas povabiš v kavarno. Povabila boš ti. Jaz bom povedal s tem materialom. Mislim, če se odločiš za tak način snemanja, ki je pač čisto observacijski način snemanja, pač se res nabere na koncu koncev pač dosti materiala, predvsem zato, ker pač spremljaš neke stvari in če bi zdaj kamero vklopil takrat, ko se začnejo dogajati, bi pravzaprav že zamudil situacijo, ne? Ker bi že zgubil uvod, iz česa je pravzaprav se ta situacija rodila. Tako da posledično se pač nabere dosti materiala, ker je dostikrat pač treba na nek način na licu mesta zaslutiti, da se bo morda nekaj zgodilo in seveda dostikrat se tudi ne zgodi. Ne? Ampak pač s tem, ko si pač nabiraš ta material, spremeš tudi neko odgovornost, da ga boš pol v montaži ure in ure, dneve in dneve seveda gledal. Ne? Zdaj, če bi se odločil za drugačen tip filma, bi bilo tudi manj materiala. Ampak v tem našem primeru je bilo toliko. Zdaj, za nas, ko pač delamo filme, niti ni toliko materijala. Ne? Zdaj, za nekoga, ki bi pač se ne ukvarja s tem, pač morda zgleda več, kot dejansko je. Je pa to, če se toliko materijala nabere, pač eno rudarsko pač delo iz tega sestaviti, ker pri takem načinu je ponavadi tudi, da se kasneje, se pravi, da ti na nek način na samem snemanju zgolj beležiš in nabiraš materijal. In se pravi, celotno neko strukturo in dramaturgijo pač celotnega filma postavljaš na nek način šele v montaži, skozi montažo. In na ta način smo delali pri tem filmu. Ne. Pol leta. Mislim, da še več, ja. Dolgo je trajalo, zaradi tega, ker je bilo dosti materijala, tudi zaradi tega, ker so z Maticom pač morali, mi smo štartali kar iz nule, kar dejansko v proces in smo pač tudi za neka sredstva lahko zaprosili komaj, ko smo imeli kaj za pokazati. Ne. Ker predtem bi lahko marsikdo imel občutek, da je pač še en film o nastajanju gledališke predstave. Zdaj pa filmarji so včasih lahko malo alergični na to.
Tako da smo Matic, koliko cajt je trajalo? Ja, recimo. Ampak to ne pomeni, da smo mi 2 leti sedela. To pomeni, da sva pač vsake toliko časa se dobivala, kdaj bolj intenzivno, kdaj manj. Pa tudi, ker je tak film zastavljen, da smo skozi znotraj odra, znotraj te črne luknje, je tudi tega materijala težko je tudi gledati material z neko intenzivnostjo toliko časa, ker je pravzaprav skozi smo ujeti na tej eni lokaciji. Midva s Sebastianom sva izčrpala najina vprašanja. Ima še kdo kakšno? Še kdo? Vsekakor se pogovor nadaljuje. Še enkrat iskrena hvala vsem. Predvsem vam trem smo malo po slovensko fovš, ker mislim, da se imate res dobro na vseh teh platnu, odru in v življenju. Tako da vam želimo še naprej veliko veselja in ljubezni. Se vidimo v kavarni.